Razstava se končuje. Kakšni so kaj občutki? Wow. Občutki so v bistvu zelo lepi. Mislim, razstava je bila, mislim, da uspešna. In občutki so malo tudi žalostni, ko se končuje. V bistvu sem tudi sama uživala zadnji teden ob njej in sem opazovala ljudi, kako se sprehajajo, gledajo, komentirajo. Tako da v bistvu sem res uživala zadnji teden v Ljubljani in sem doživela Ljubljano tudi zaradi te razstave, mogoče celo kot turistka. Kakšen je bil naslov razstave? Zlata doba festivala Ljubljana, zadnjih 10 let. Zakaj je bila ta razstava za vas izziv? Ta razstava je zame predstavljala izziv, ker je bila v bistvu tudi nadaljevanje Plečnikove simfonije Križank, ki je bila ob 60-letnici festivala. Takrat je bila posvečena razstava bolj slovenskim izvajalcem in pa 60 letom skozi zgodovino. Sedaj pa je razstava posvečena z 80 deli predvsem zadnjih 10 let festivala, ki so bili sami presežki iz leta v leto. Kažejo tudi te svetovne zvezde, ki so obiskale festivale oziroma Ljubljano in so skozi kompozicije predstavljene. Kaj to pomeni kompozicije v smislu montaže, v tehničnem izvedbi je to montaža. Gre za 7 različnih kategorij kompozicij. Imamo balet, ples, opero, koncert, arije in tako naprej. V bistvu pa gre za otvoritveno prireditev na festivalu kot zaključno in pa vmes pač, ko so jih izbrali na festivalu. Drugače pa te otvoritvene so bile spektakularne, vsaka po svoje, recimo Carmina Burana in vse ostali so bili res spektakularne na Kongresnem trgu. Tako da jih lahko tudi prepoznate po sami grafiki, kaj sem upoštevala, seveda Ljubljanski grad, veduto in ognjemet in oder in množico, tako da delujejo na nek način kot kategorija te otvoritvene. Koliko fotografij obsega razstava? 80 montaž, razdelila sem jih na 40 jih je na desni strani, ki predstavlja moško energijo, in na levi 40, ki predstavlja žensko energijo, v smislu začne se z žensko, kot konča z ženskami na kompozicijah, in pa desno isto se prične z direktorjem festivala Ljubljana, Darkom Brlekom, ki 30 let že v bistvu vodi festival Ljubljana. Je bilo veliko dela s pripravo razstave? V bistvu je šlo se določiti za koncept, je bil pač kot en načrt, pravi načrt, kako v bistvu bil pravi načrt, no. Da sem si razdelila delo prav da je bil koncept potrjen, kajti gre za fotografije in materiale tudi drugih avtorjev, predvsem drugih avtorjev, v smislu, iz katerih materialov so narejene. To se pravi, je bilo potrebno preučiti, festival je priskrbel materiale in potem sem zelo hvaležna, da so pač avtorji različni pristali na to, da sem lahko iz tega naredila kompozicije in predstavila festival skozi zadnjih 10 let. Če bi to načrtovali naprej, bi verjetno bile vse fotografije moje, tako smo pač iz danega naredili nekaj novega. Dodala sem pa vsaki kompoziciji svojo tudi avtorsko fotografijo, to pa je fotografija narave, ki predstavlja 5 elementov, zrak, voda, zemlja, ogenj, in pa kot 5. element je kreativnost oziroma eter ali glasba, kakorkoli oblika. Potem vse skupaj je potencirano z barvami, ki predstavljajo energijo na festivalu. Gre za to živost, predvsem v pandemiji je bilo videti, občutiti, kaj pomeni, ko glasbeniki ali nastopajo na Zoomu ali mislim pač preko interneta ali smo v živo, tudi publika. Tudi publika bila ukleščena, ni bilo toliko ljudi, recimo na otvoritvi, ne vem, koliko se spomnim, bilo samo 500 ljudi dovoljeno, otvoritev je drugače, dosti več ljudi in je tudi drugačna energija. Tako da v bistvu festival slavje, ne.
Festival Ljubljana ima wow efekt, ko prideš iz njihove prireditev, si v tej euforiji, ne, te v bistvu pusti nekaj za celo življenje v bistvu in se spomni. Zato tudi imajo naslov, da ustvarjamo spomine skupaj, ne, v samem logotipu, mislim v sloganu imajo te in v bistvu res ne. Festival ustvarja ljudje, tisti, ki pridejo in tisti, ki nastopajo in pa seveda zaposleni, ki imajo izjemen tim. Z odzivi ste zadovoljna? Zelo sem v bistvu pravzaprav pozitivno presenečena. Veselje mi je, da je vsak našel kakšno kompozicijo, ki ga je posebej nagovorila. Nisem pričakovala, da bo pač vsakemu všeč vse, ker so zelo ponosen. Hvala. Ja, hvala. Evo, mimoidoči. Bilo je dosti tujcev tudi na razstavi. Jaz sem preživela kar nekaj časa v različnih, bi rekla, časovnem čez dan ali zjutraj. Zanimalo me je, kako kompozicije delujejo tokom dneva, različni svetlobi. Osebno zelo rada razstavljam zunaj, ravno zaradi tega, ker narava naredi svoje, ljudje naredijo svoje, drugače mi je. Zunaj se mi zdi postane vse živo bolj, interakcija in tudi same kompozicije oziroma te ustvaritve postanejo drugačne so. Vedno kaj novega, tudi jaz vidim njih, ne, ob različni svetlobi. Zraven sem poslušala glasbo pri vsaki kompoziciji, pa kjer seveda nisem vseh poznala, sem si tudi več prebrala, tako da sem lahko sestavila zgodbo. Drugače pa bilo zelo zanimivo tudi tujce poslušati, no, pa so rekli, da pač nekaj novega v smislu na način, kakšen je sploh celota predstavljena koncept. Hvala lepa za pogovor, se lahko prosim še predstavite. Alenka Slavinec, fotografinja in komunikologinja ter filmska producentka.